Lep pozdrav z vami, Silvija iz skupinice Trio of Life. Obljubila sem vam, da vam bom pokazala eno izmed najbolj zoprnih opravil pri nas doma, in sicer odstranjevanje takelih nalepk iz papirja, ko bi radi kakšno stvar novo uporabili ali pa staro ponovno uporabili. Ta lonček od znotraj sicer še ni bil pomit, najprej sem namakala v vodi, ampak kakor vidite, je kar nekaj tega papirja z lepilom še gor ostalo. Pokazala vam bom, kako se to odstrani z eteričnim oljem limone in pa z oljem, mastnim oljem. Tole je sicer moja mešanica za lase, ampak običajno se tega lotimo z oljem, tako da sem vam tudi pripravila, da boste videli razliko. Sposodila sem si od moje mame 2 blazinice za čiščenje obraza. Jaz uporabljam pralne, pa jih trenutno nisem imela s seboj, tako da sem si sposodila njene. Pa kar probajmo z limono. V bistvu nakapljate limono kar gor na tole. Zdaj tlele bomo malo goljufali, ker se je tudi na drugo stran malo razlil. V bistvu malo počakamo, da se tole posod razlije. Zdaj ste točno videli, kje je eterični olje limone prišel poleg, v tem zgornjem delu pa ne bomo z limono odstranjevali, pa bomo s tem probali. Ja, zdaj, če že z nohtom, takole naredim, vidite, da gre praktično že z nohtom vse stran, tako da v bistvu teoretično bi lahko tudi takole sem popraskala in tudi lepilo, ki je spodaj, ga samo obrišemo dol, vidite, da je zdaj tle čist lepo, Sprav, tam, kjer je limona, res gre, tudi če z nohtom popraskamo, že lepo ta papirček prilepljen, zoparen, veste, ko ga treba drgati sicer, kar dol, Tako da zdaj jaz bom tukaj še okrog obrisala, da boste videli, da je dejansko v parih sekundah zadeva rešena, Evo, no, če vam zdaj pokažem, takole, je res čisto, Zdaj vam bom pa pokazala še z navadnim oljem, takole smo v bistvu sam z nohtom dol potrgali v bistvu tole nalepko. Zdaj, da vam pokažem, da ne gre sicer, to je brez eteričnega olja, lahko praskam in drgnem in ne bo šlo, Majčkeno se takole odkruši, ampak v spodju ostane lepilo. Zdaj pa še z oljem. To je tudi zelo pogosto, uporabljamo, takole namažemo posod. Tako kot prej bomo majčkeno počakali, tudi to je varianta, da uporabite olje, vkolikor eteričnega olja limone nimate, tole bomo zaprli, zato da ne bo izhlapel. In zdaj probam podrgati. Bomo še malo počakali. Da ne boste rekli, da nisem dala dovolj časa. Evo. No. No, tlele se že majčkeno odmočil, ampak moram z veliko večjo močjo drgati, Vidite tudi, da ne gre v celih kosih, tako kot prej, ampak posamezno, Zdaj, če vzamem še tole, jaz bom, da bo tole kaj pomagalo. V bistvu gre, ampak bi zelo dolgo časa rabila, da bi to čist očistila, Zdaj bom jaz tole obrisala, tale olje, takole, in bom dala gor eterično olje limone in bom do konca ščistila kar z eteričnim oljem, zato da boste videli, praktično tole je bila ena kapljica, Če damo še eno. Začiščeno. Zdaj notranjost je še malo motna, od deodoranta, ker še nisem ščistila. Sem namakala, evo. Ste videli, praktično sekunda dela, Tako da date eterično olje limone gor, kapljico, počakate 2-3 sekunde, spraskate takole z nohtom in podrajsate dol. Tako da, vkolikor še niste sprobali eteričnega olja limone na ta način, ima tudi ogromno drugih načinov uporabe, ampak tole je eden izmed najbolj pogosto uporabljenih pri nas doma. Ponovno uporabim steklenice od sokov, od raznih vloženih stvari, pa tudi nove stvari pridejo s tisto
grdo etiketo in potem ponovadi drgnemo dol to lepilo, ker je lep čas, običajno s takim navadnim oljem gre še težje oziroma še dalj časa rabimo drgniti z eteričnim oljem, pa samo kapljica 2, malce počakamo, spraskamo in obrišemo dol. Ja, kozarček je v bistvu zdaj čist, še noter ga bom pomila in bo pripravljen za ponovno uporabo. Na voljo v Tree of Life so testerčki eteričnega olja limone, tako da boste lahko tudi doma sprobali. Nekaj jih je še na voljo, tako da lahko mi napisite pod objavo v skupinici Tree of Life in vam pošljem en teh trček, da boste preizkusili tudi sami. Jaz upam, da sem vam pomagala pri tem takem zamudnem hišnem opravilu in se vidimo zopet naslednjič.